V resnici danes najbolj poceni oblačil nastaja v Bangladešu, v Vietnamu, Kambodži, veliko tudi v Kolumbiji, ampak še vedno ni toliko poceni delovna sila, kakor je v Aziji. Je pa res, da v bistvu glede na nesrečo v Rana Plazi, ki se je zgodila 2012, ja. Takrat, ko je umrlo pod ruševinami več kot 1000 ljudi, takrat se je v bistvu začela zelo močna kampanja. Nastalo je tudi nekaj zelo močnih danes nevladnih organizacij, kot je recimo Fashion Revolution, pa Clean Clothes Campaign v Franciji. Clean Clothes v Franciji, Fashion Revolution je ameriška oziroma britanska, ne. Te dve organizacije v resnici od takrat naprej se zavzemata za to, da bi te družine teh umrlih in poškodovanih dobile v bistvu nadomestilo in da bi tisti, ki delujejo v Bangladešu, sprejeli zavezo, da se take stvari ne bi več ponavljale oziroma da bi precej izboljšali pogoje za delo. Ampak, ko se nekje izboljšajo pogoji za delo, kaj naredijo seveda veliki, ne, najdejo druge prostore, kjer enostavno teh zahtev ni, kjer je delovna sila poceni in tako naprej, tako da danes se v resnici veliko proizvodnje seli v Afriko ali pa tudi veliko bližje nam, recimo Turčija, Romunija, Bolgarija, kjer pa se odpirajo tovarne in v njih delajo ilegalni migranti. Namreč balkanska pot migrantov k nam je povzročila ravno to, ker niso mogli nikamor priti, in oni še vseeno morajo na nek način preživeti. Ponavadi v državah nismo ravno, ne prisluhnemo ravno njihovim potrebam in oni morajo na nek način zaslužiti in to lahko naredijo samo na ilegalen način. In v teh tovarnah danes delajo tudi otroci, ne samo odrasli. In to ni daleč stran od nas, ne.